11-letna Sanela se je z družino iz Makedonije v Slovenijo priselila pred enim letom. 13-letni Đorđe je iz Srbije prišel pred 3 leti. Sem bil ful ustrašen, da ne bom dobro znal slovensko govoriti. Bilo me je zelo sram. Osamljen, bolj, nisem se pogovarjal z nikom. Usedla sem se zraven eno punco, pa ko sem mi vprašala, kaj piše na tablo, nisem mogla prebrati, ker je bila svetloba in potem ona ni hotela povedati, samo tako me je pogledala. Tako kot Sanela in Đorđe se počutijo tudi drugi otroci po Sloveniji, ki so žrtve medetničnega nasilja. To je vsako nasilje, ki se zgodi zato, ker je nekdo druge narodnosti, vere, kulture ali ker govori drug jezik. Raziskava Glasovi otrok, ki so jo raziskovalci opravljali v prvi polovici leta na 19 osnovnih in srednjih šolah, je pokazala, da je medvrstniško nasilje na etnični podlagi v Sloveniji prisotno. Veliko več kot fizičnega je psihičnega nasilja. Tukaj imamo v mislih predvsem recimo zmerljivke, žaljivke, kakšno ogovarjanje za hrbtom, mogoče tudi to, da se nekoga izogibaš zato, ker ti ni všeč, da ga skratka izoliraš. Tako na primer kar 53% otrok, ki so bili vključeni v raziskavo, šolske klopi ne bi delilo z nekom, ki ne govori dobro slovenščine. Oni se imajo za nekaj več. Mislijo, da si ti najslabše, kar obstaja, pa že te lahko karkoli govorijo. Počutiš se užaljeno in včasih besede bolj bolijo, kot pa če te, nekdo pretepe ali nekaj taska. Če medetnično nasilje boli tudi vas, se lahko zaupate šolski svetovalni službi ali drugim odraslim, lahko pa tudi pokličete na Tom telefon 116 111.